Moja prva sogovornica oziroma prva predavateljica je Milena Mileva Blažič, ki jo seveda vsi zelo dobro poznate že iz prejšnjih simpozijev. Torej, zdaj doktor Milena Mileva Blažič je redna profesorica, in sicer na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njene specialitete recimo so oddelek za razredni pouk, oddelek za predšolsko vzgojo, ampak že iz tega, da je diplomirala na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo in potem magistrirala, namreč seveda še po starem magisteriju, ko je bil magisterij več kot zaključek dodiplomskega študija, kajne, je pridobila naziv magistra slovenske književnosti. Tako da že tukaj so jasno razvidne njene literarne tendence. Njeno področje znanstvenega raziskovanja zajema še mladinsko književnost, večkulturno mladinsko književnost in teorijo mladinske književnosti. Je pa seveda tudi avtorica nepreglednih člankov, dobesedno, ker ko sem jaz to enkrat printala za neko prošnjo za subvencijo, sem morala iti tako rekoč 3-krat toner menjati, to je bilo neverjetno. Tako da res izredno bogata bibliografija in tudi siceršnje znanstveno in pedagoško delovanje. Tako da jaz bi kar prosila, če lahko začneš, Milena. Bi kar začela mogoče s fusnoto, ko je omenila kolegica spoštovana in draga Nada, bibliografijo. Kot kritična posameznica na univerzi sem imela 15+ let dvojno habilitacijo, to pomeni dvojne članke. Hvala lepa. To je pa ljubezen mojega življenja, še študija primerjalne književnosti. Nada je omenila, kaj sem po poklicu, dejansko me je študij primerjalne književnosti. Sem bila ena izmed zadnjih študentk profesorja Pirjevca, takrat sem bila absolutno premlada in zaljubljena, ampak je profesor Pirjevec rekel, književnost je zato, da odpira področje razmišljanja. Mislim, da me je s tem zaznamoval ne samo on, ampak tudi celoten študij. Motiv dvojčkov, osebno izpovedno v naši družini imamo 3x dvojčke in vedno se mi zdi nekaj napol romantičnega, nekaj pol, kako bi rekla, zanimivega pri dvojčkih, ker menim, da je motiv dvojčkov povezan tudi s motivom sence pa s motivom duše. Zdajle gremo naprej. Predstavila bi ta motiv na kratko od antičnega mita o Romulu in Remu, potem Plutarhova tolažba za ženo. Nadi se zahvaljujem, ker je neizčrpen vir informacij, skoraj kot vir Hipokrene, da jaz ne potrebujem krilatega konja, ampak samo Nadi pošiljam kakšne e-maile, potem pa študiram, malo za res, malo za hec. Ta motiv dojenja se nadaljuje v izjemno zanimiv motiv, tako imenovani motiv zazidanih žensk, ki ga je tudi napisal, nekaj variant je napisal Vuk Stefanovič Karadžič na začetku 19. stoletja in že takrat je Goethe rekel, da je to najbolj zanimiva ali ganljiva balada v Evropi. To bom tudi omenila, potem motiv mlade vide, lepe vide, variante, tudi Aleksandrink, na koncu bi vam predstavila Jelena Živijo, lepo, da si prišla, lepo. Motiv o dekletu, ki je hotelo ubiti otroka, ne se ustraši tega naslova. To je v bistvu antipravljica, ki se spremeni v pravljico, je ena izmed najbolj ganljivih pravljic v 20. stoletju, ki je že v času nastanka v 60. letih, jo je Milko Matičetov posredoval mednarodni javnosti in je izvala veliko empatije.
in tudi prevedena je bila. No, skratka, tukaj imamo spletne strani ta zanimiv motiv volkulje in tudi teh dvojčkov Romula in Rema. Žal ne bom mogla iti v podrobnosti, upam pa, da bomo kmalu videli tudi v Rimu užival ta kip, ampak zapomnite si, volkulja oziroma žival pa dojenje, ker ta motiv se kasneje tudi pravzaprav kot leitmotiv pojavlja tudi v drugih variantah. Ta motiv se tudi povezuje z Mojzesom oziroma z Biblijo in tako naprej. Volkulja se povezuje tudi, najdemo ta, mi bi temu rekli, slepi motiv volkulje, ki najde otroka pri Svetlani Makarovič v njeni tragični pravljici Snegoročka, ki v bistvu rodi, to je ena izmed redkih pravljic, v katerih se rodi otrok posilstva in mati umre na porodu, otročiček preživi, volkovi ga pa rešijo. Tako da ta motiv se pravzaprav pojavlja v različnih variantah, tudi medvedišče pestunijo in tako naprej. Gremo naprej. Plutarhova tolažba za ženo, to je nekaj skoraj neverjetnega, kako je Plutarh nekoč davno lahko napisal tako demokratičen, z visoko stopnjo empatije, ne bom rekla članek, ampak pisma svoji ženi in kako se vzajemno tolažita, za tisti čas izjemno visoka stopnja empatije in vzajemnega razumevanja ali komplementarnosti. Dobila sta 5. otroka, žal je deklica umrla in tukaj Plutarh omenja pravzaprav to hčerko. Beseda dojka tukaj pomeni dojiljo, a veste, in da je ta deklica bila tako tudi otrok, ta deklica, ki se je rodila, je želela, da dojilja doji njene igrače, njeno punčko pa njene igrače. To je izjemno zanimiv primer tudi za svetovno književnost. Mojzesa sem tudi prej omenila, je tudi dojenje omenjeno. Motiv dojenja se v dveh različnih variantah omenja pri Danteju. Prvič muze dojijo pesnike, drugi pomen je pa pravzaprav ta, ko je dojenje vezano na otroka pa na mater. Izjemno zanimivo, kako tudi Dante omenja dojenje oziroma dojke kot dojilje. V italijanski književnosti, ki ta motiv se je prenesel pravzaprav iz Bližnjega vzhoda, potem preko romanske kulture, omenja ga tudi Bazile Giambattista. Knjiga je tudi prevedena lansko leto in v 3 pravljicah v zvezi vedno z živalmi. Torej tisti motiv volkulje in Romula in Rema, volkulja se spreminja. Ostane žival, ampak je tukaj recimo medvedka, kasneje tudi celo citrona, limona in tako naprej, ali zmaj. In dojenje se omenja. Sicer ne vem, zakaj v drugem primeru sta prevajalki vzeli slabšalno poimenovanje za dojenje, ali za prsa, ali za dojke, mogoče je izgubljeno v prevodu, ampak gremo naprej. Brata Grimm v znameniti zbirki pravljic Kinder und Hausmärchen, omenila bi Ježka Jančka, ki ga poznamo tudi slovenske variante, ker ga mati ne more dojiti, domnevamo, tukaj je eksplicitno povedano, češ da jo je bodel z bodicami. Tako, če postavimo ta tekst v kontekst, pa če razumemo podtekst, bi mogoče lahko dejali, da gre za nedonošenčka, otroka s posebnimi potrebami, ki je mogoče imel tudi kakšne fiziološke značilnosti, da ga mati ni mogla dojiti. 5. primer ni volkulje, ni medveda, ampak je vrana, ki hodi dojiti otroke in tako naprej. Najbolj zanimiv je pa drugi primer. Šla sem tudi preveriti v nemškem originalu, ko mladi velikan ugrabi, odnese palčka, dojenčka in ga on doji. Celo 2 leti ga doji.
To je ena taka zanimivost, potem pa tudi račka doji, tako da vidimo, da se ta motiv volkulje v variantah ponavlja čez celotno literarno zgodovino. Andersen malokrat omeni dojenje v zvezi s detetom ali s turško dojiljo. Oscar Wilde pa pravzaprav ne omenja dojenja, omenja pa prsa. In tukaj bi že imela predlog za naslednji Grošljev simpozij ali enega izmed. Oscar Wilde je napisal fenomenalno pravljico Infantinjen rojstni dan. Inspirirala ga je ta slika Las Meninas. V ozadju te slike sta dva motiva iz antične književnosti, Atena in Arahne ter Apolon in Marsijas. Za enega izmed naslednjih simpozijev, ampak značilnost tega je, da je Oscar Wilde napisal to pravljico ne samo ob tej sliki, ampak stališča tega pritlikavca. In v bistvu prsa so ves čas omenjena, ne pa dojenje, ampak pravzaprav, da trn pride v njegovo srce in da potem ta literarni lik žal umre. Italo Calvino v dveh zbirkah pravljic, ki so prevedene v slovenščino in so išle lansko leto, pravzaprav imamo tudi motiv dojenja. Kmetova žena je postala dekličina dojilja, ampak to, kar je zanimivo, status dojilje napreduje. Dojilje tudi pripovedujejo ali berejo knjige, torej so že izobražene. Zanimiva je Pelinka, ker v bistvu tudi vidi Pelinka, literarni lik, zeliščnega izvora in vidi Košuto, da doji. Torej ta motiv volkulje se spreminja, da mi ne bo zmanjkalo časa. Tudi pravljica Speča lepotica in njena otroka, to je motiv motovilke Peteršiljke, v italijanščini je Peteršiljka, ali motiv Trnuljčice, ki spi v stolpu. Ni toliko časa, da bi šla v te podrobnosti, motiv je prišel zagotovo iz Orienta, ampak gre za motiv tako imenovanih komatoznih junakinj, ki spijo ali so v komi in čez čas pa rodijo. In v tej speči lepotici in njenih otrocih ona spi, v nekaterih variantah nima ničesar na sebi in rodi dvojčka. In potem en dvojček, ko išče pač mleko, posesa, pravzaprav začne sesati njen palec in iz tega palca, to je palec, pardon, in izsesa tisti trn, s katerim se je mati zbodla in padla v komo. Tako da se ta motiv v variantah pojavlja tudi naprej. Izjemno zanimivo knjigo je napisal Alan Dandy, The Walled Up Wife, in tukaj omenja 700 indoevropskih variant motiva zazidanih žensk. Tudi Grimm je, brata Grimm sta omenila to pravljico, predvsem je v Evropi na začetku 19. stoletja bila znana varianta Vuka Stefanoviča Karadžiča, Zidanje skadra. Podoben motiv je tudi na Drini Čuprija od Ive Andrića, ki gradijo trije bratje, gradijo most in to, kar zgradijo čez dan, nekdo čez noč podre in potem se dogovorijo, da oseba, ki bo naslednji dan prišla prva čez most, jo bodo ugradili v most in takrat ne bodo zlobneži podrli mostu. Najstarejši brat reče svoji ženi, jutri mi ne prinesi kosila, tudi srednji brat reče, oziroma jutri ne pridi. No, najmlajši brat ali sin je bil zvest bratoma, torej vidimo patriarhat, in pravzaprav izda ženo. In to ženo začnejo zazidavati v most in na začetku ona meni, da je to samo igra, in ko pridejo do prs, potem ona prosi, da če ji lahko pustijo prsa in tudi oči, ker v bistvu doji otroka. In potem ji 3-krat na dan nosijo dojiti otroka
in ga doji 3-krat na dan in ga samo vidi in po enem letu nehajo nositi tega otroka in ona umre, ampak iz njenih dojk teče bela tekočina. In marsikdo ima to za sveti ali romarski kraj in recimo ali neplodni ali pa kakšni različni pari hodijo tamle piti tisto belo mleko ali zdravilno tekočino. Teh variant je izjemno veliko. Zanimivo pa, da je James Joyce to obrnil, da se ne žrtvuje žensk in je v bistvu ta tragičen motiv spremenil v hudomušen, duhovit, komičen motiv, da spustijo mačko čez most. In ta mačka skoči in je zanimivo happy end. To je ena izmed 2 pravljic, ki jih je James Joyce pisal svojemu vnuku Stephenu in so našli to v pismih. Prevedena je tudi ta pravljica, ki je perfektna, duhovita, tudi v slovenščino. To je ta motiv zazidanih žensk, ki ima različne variante, ali je ženska gre čez most, ali otroci. Kasneje spuščajo tudi kakšnega osla, žrtvujejo tudi kakšno žival. Tudi Karel Štrekelj v slovenskih ljudskih pesmih omenja ta motiv. Mogoče bi omenila 2 izmed teh. En je incestualen, ko sestra reče bratu: ena prsa so dojila tebe in mene, bratec dragi, greh bi bil, če bi bilo kaj več od tega. Torej motiv incesta sestra prepreči ravno zaradi dojenja, ker brata spomni. Drugi motiv je žena lepša od vile, ker tekmujeta žena pa vila, katera je lepša. Vila je lepa, ampak mlada žena je še lepša, zato ker jo je mati dojila. Štrekelj je pa v predgovoru napisal, ko je objavljal te pesmi in se je publika vznemirjala, kaj se to pravi, da je pohujšljivo, če omenja doječe matere. Zato sem od spodaj napisala Štrekljev odgovor: vsaka doječa mati naj bi bila pohujšljiva. V bistvu ne. Prešeren ne omenja o nezakonskem očetu, jaz se hecam, napisal je nezakonsko mati, ampak pravi naslov bi moral biti nezakonski oče. Ker to je on napisal v skladu s konvencijo 19. stoletja, njegova Anima je napisala to pesem, je pa tudi Ernestina Jelovšek odgovorila na to njegovo pesem. V Lepi vidi je ta motiv tudi znan, saj vidite dojiti španskega kraljiča. Zaradi spodobnosti ne bi rada prebrala citat Tineta Hribarja o Lepi vidi. Zdajle pa sledi nekaj negativnih pogledov ali citatov na motiv Lepe vide. Kako si Tine Hribar, Kermauner in tako naprej predstavljajo motiv Lepe vide, kako ga gledajo. Verjetno ste pogledali. Gremo naprej. 5. vrstica je mogoče taka. Ampak to je za odrasle. Pač vsak ima, mi rečemo, živimo v času pluralizma interpretacij. Tukaj bi bila tudi kritična do Marjana Tomšiča, ki velikokrat omenja motiv dojenja, predvsem v romanu Grenko morje, tudi na osnovi teorije Slavoja Žižka v knjigi Kuga fantazem lahko utemeljeno menim, da pravzaprav uresničuje svoje fantazme o ženskih dojkah, ko piše o dojenju domnevno otrok Aleksandrink. No, tukaj nekaj citatov, tudi poglejte naslovnico, ki se ne sklada s konceptom doječih mater, ampak z njegovo drugo fantazmo. Tako opisuje, kot otrok nikoli ne bi opisal, ampak Kuga fantazem, Slavoj Žižek. Gremo naprej. Darinka Kozinc je tudi napisala slikanico za otroke,
pravili so jim Aleksandrinke in v bistvu podoba matere Aleksandrinke je dokaj tradicionalno prikazana, predvsem ta bratec po mleku, ki ga je mati dojila. Omenila bi pisma Aleksandrink, ravno tukaj na ZRC Sazuju je bila predstavitev Ljubezen o pismih, ki je pripravila spoštovana kolegica Neda Bric, pa Katja Mihurko-Poniš in cela skupina. Dojenje ni velikokrat omenjeno, ampak poimenovanje za dojiljo je narečno baja. Sicer so pa te dojilje imele zelo težke pogoje za dojenje. Prvo so morale opraviti zdravniške preglede, krvi, urina, še česa drugega, šele potem so bile sprejete, če so bile. Tako da je kar težka, kompleksna tematika. No, zanimivo, v pesmi poeziji slovenskih uršulink je dojenec, verjetno boste presenečeni, tudi omenjen, zato si vzemite malo časa, pa poglejte, kako uršulinke gledajo ljubljanski tukaj čez cesto na dojence. Marija Stanonik v Ljubezni na daljavo, ki je ravnokar izšla knjiga, Moževa pisma ženi v Aleksandrijo, pravzaprav tukaj pri njej se pojavlja paradoks ženske, pravzaprav ona kot znanstvenica tradicionalno, patriarhalno gleda na pojav Aleksandrink. Tako da svetujem, da si sami preberete, tudi Andrej Rozman Roza ima pesem Izbrane rozine v akciji. Ni časa, da bi vam predvajala video posnetek Dojenje v Ravensbrücku v času holokausta. Tukaj bi se vsi skupaj zjokali, pa bi rekli, Marjan Tomšič nima prav, da tako gleda na dojenje, ali tudi Tine Hribar. Tudi v holokaustu so ženskam 3-krat na dan, če so rodile, 700 otrok je bilo rojenih, v holokaustu so jim 3-krat na dan nosili, da jih podojijo. Žal jih je veliko umrlo, ampak tudi mamic. In tukaj je en tak pretresljiv video, ki ga lahko kdaj drugič pogledamo. V filmu Laure Samani Piccolo Corpo v telescu, ki je dejansko, to je pa ideja za Grošljev simpozij, to je motiv Antigone. Motiv Antigone, ki ga je Laura Samani predelala kot film, in tukaj tudi gre za motiv dojenja. Mamica rodi žal mrtvega otroka in tako naprej. Tako da v bistvu zelo z veliko rešpekta Laura Samani obravnava tudi dojenje. No, tukaj bi vam pa presenetljivo predvajala najnovejšo. Hteli, da odidem, da saj grunt bi nam ostal. Sem dojila po Egiptu, dale rod bi naš obstal. Je pustila deco moža, rane njene srčno kri, kako reka zbrusi kamen, brazgotine
často. Zdaj je tujka sem odvečna, stanka v kotu delče pi. Solze njene senci lune zburjo noči si suši. Verjetno je tudi sam avtor presenečen, ki je zraven, krši pravila samo takrat, ko je znanstveno utemeljeno. Za konec pa še omemba že napovedane pravljice Tine Vajtove, genialne rezijanske pravljičarke, z naslovom Dekle, ki je hotela ubiti svojega otroka. V prevodu Milka Matičeta bom povedala samo kratko obnovo, ker ni časa, da bi vam jo prebrala. Eno dekle, nezakonska mati, se odloči, da bo ubila otroka, potem ko rodi in pride k duhovniku. In duhovnik reče, ja, ko boste rodili, lepo previjte dete, lepo ga umijte, lepo ga poljubite, potem ga prinesite k meni. In ona vse to naredi in pride k duhovniku in jo duhovnik vpraša, ste ga previli, ste ga oblekli, mu dali kapico, poljubili, in ona vse to reče, da je. In potem duhovnik, v bistvu duhovni, otrok spregovori in ga duhovnik vpraša, mu da posteljico in vpraša otroka, ali ti je mehka posteljica. Otrok odgovori, ja, ampak posteljica moje mamice je še mehkejša. Potem mu duhovnik da sladkor in ga vpraša, ali je sladek. Otročiček odgovori, ja, ampak mleko moje mamice je še slajše. Duhovnik mu da železno kroglo na prse in ga vpraša, a je težka krogla. Ja, ampak odločitev moje mamice je še težja. Na kar se mlada mamica odloči in reče, rodila sem ga in ga bom ljubila do konca najinega življenja. To bi bil konec. Če povzamem, kako si lahko razložimo, da je ta motiv prisoten 2500 let, gre za literarno univerzalijo, antropološko teorijo, vsi imamo na svetu težave ali probleme ali značilnosti, rojstvo, poroka, smrt. To je tudi indoevropska teorija na osnovi Dandijeve hipoteze, da ima 700 indijskih pravljic, in migracijska, ko so potovale karavane in tako naprej, se je prenašala tudi varianta tega motiva. Rada bi se vam zahvalila, se opravičujem, če sem bila predolga. Hvala lepa. Ja, najlepša hvala.